Čas je za time out. Zaljubila sem se ob prvem pogledu nate. Med ulicami, polnih vznemirljivih zgodb, sem spoznala, da globoko v sebi skrivaš veliko več, kot je videti na prvi pogled. Vse to je Ptuj, mesto, v katerega sem se zaljubila. Spoznaj ga še ti. Poškodovano steklo na vašem vozilu? Carglass je vedno blizu. Poslovalnice najdete v vseh večjih slovenskih mestih ali pa z mobilno enoto, kjerkoli si želite. Ne čakajte, vedno rezervirajte svoj termin za popravilo, menjavo in kalibracijo stekla pri Carglassu. Carglass popravi, Carglass zamenja. Ljubitelice športa, ljubitelji športa, ljubitelji tudi ne nazadnje dveh športnih panog, tako nogometa kot tudi golfa, prav lepo pozdravljeni smo v idilični okolici Ptuja, kjer se na tukajšnjem, lahko rečemo travniku, pa niti ne zelo travniku, temveč lahko rečemo golf igrišču, futgolf igrišču in še marsikaj drugega, odvija ena zelo posebna športna panoga, nekaj zelo posebnega v teh dneh in seveda se prav zares veselim, da bomo v naslednjih 2 urah v neposrednem prenosu na naši televiziji lahko pospremili dogajanje tu iz Ptuja. Govorimo o Slovenian Futgolf Openu, to je dogajanje, ki se v teh dneh odvija na ptujskem igrišču in kaj bi preveč govoril, ob sebi imam namreč pravega strokovnjaka za vse skupaj, to je Matija Brodnjak, predsednik Futgolf kluba Ptuj. Matija, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Odlično vreme smo naročili, odlično okolje imamo, odlične nogometaše, oziroma kako jim rečete pravzaprav za začetek sploh? Futgolfisti. Futgolfisti in futgolfistke iz celega sveta, več kot 160 prijavljenih je na tem turnirju, ki je, to je seveda treba uvodoma poudariti, eden od večjih v Evropi, kaj ne? Ja, kar se tiče vsega tega, smo lahko na Ptuju zelo ponosni, da gostimo enega izmed največjih turnirjev v Evropi. Različne golf destinacije v Evropi, kot so Maastricht, Le Mans, potem Antalija, pa potem ostale svetovne, Cancun, Beijing. To je za nas zelo pomembna zadeva, kajti s futgolfom se ukvarjamo v Sloveniji od leta 2015 in v zadnjih 7 letih smo očitno naredili prave korake v pravo smer, da potem vsi ti ljudje, ki so danes tukaj oziroma nas spremljajo preko live streaminga, da nas gledajo, da nas spoštujejo in to je največ, kaj je v tem trenutku mogoče. Najna naloga danes bo, da vse skupaj približala tudi slovenskemu gledalcu, slovenski gledalki in da ne nazadnje tudi še povišamo že tako bojda zelo hitro razraščujočo športno panogo, kar futgolf vsekakor je tudi v Sloveniji. Dobro, kot smo že dejali, v teh dneh se je precej dogajalo na Ptuju. Predlagam, da si v naslednjih nekaj minutah ogledamo, kaj vse smo videli včeraj, nato pa to vzamemo tudi kot istočnico in se posvetimo današnjemu dogajanju. Ne pozabite, v naslednjih 2 urah bomo na delu videli najboljše.
današnjim dnem sem sam osebno in tudi z organizatorjem zelo zadovoljen. Vreme nam je služilo, vse je bilo, tudi moja igra je šla po načrtih, po željah, bom rekel. Konkurenca je zelo močna, gre res za en največjih turnirov na svetu. Što se tiče dana i svega, predobra atmosfera, prekrasan dan, jednostavno samo. Za 2 vikenda otvaramo na Svetu Martinu na Muri, znači otvaramo teren sa 9 rupa, znači bit će povećana ponuda, s tim da već imamo otvoreno u Zagrebu 9 rupa. I mislim da bi to trebalo biti dobro, jer je tu blizu, znači mislim da će to spojiti priču u Slovensku i Hrvatsku i da će biti odlična priča, da ćemo se više sastajati i viđati. Vsekakor je to igra za vse starosti in v bistvu tudi starejši, čeprav se ne počutim tako, v tej igri zelo uživamo. Vsaj po prijateljih, s katerimi igramo, uživamo v vsakem trenutku, ki ga prebijemo tukaj na igrišču, v tej krasni naravi in vabljeni. I'm a little bit injured, but almost ready to be again in the course, so maybe next week in France. But also it's a pleasure to be here every year. It's one of my favorite tournaments. No, just because the course is also challenging. It's because the environment, the background, and also because of the people here in Ptuj. It's an amazing welcome every time. Every player is our guest here. So this is the reason that you can see more than 150 players play in the Ptuj Open. Konkurenca se izboljšuje vsako leto, tako da jaz mislim, da se ni zabati za naslednje leto, za svetovno prvenstvo bomo imeli močno reprezentanco. Futgolf se razvija in mislim, da so dobre razmere, da je še prostor za ogromen napredek v futgolfu v Sloveniji. Imamo golf igrišče še v Moravskih Toplicah, tako da bi apeliral na vse pristojne, da razmišljajo tudi o tem. Danes je odličen dan, moram povedati, da je to pravi praznik za futgolf. Lepo je, da ima Slovenija takšen velik turnir in takšno fantastično mednarodno udeležbo in vse, kaj se je dogajalo danes tukaj, je samo vredno to, da ta športna panoga si odslej naprej verjetno zasluži mnogo več pozornosti. Ja mislim, če bo s tako hitrostjo šel naprej, vidim, da ima futgolf svetlo prihodnost, za nami prihajajo mladi fantje, ki so odlični, ki so nas že dohiteli in to je nekaj najlepšega, ko vidiš, da te učenec na tekmi dobi. Zelo dobro pripravljeno igrišče danes, zelo lepa igra, lepo sončno vreme, vse je potekalo perfektno, 9 brdjev, 9 parov, perfektna igra za mene. Ta turnir je že pokazatelj, kam gre naš šport, kako se razvijamo. Mislim, da se razvijamo v pravi smeri, saj intenzivno delamo z mladimi igralci, z mladino, kot tudi članskimi igralci, seniori, vsako leto več članov, turniri so vse močnejši, ni naključje, da je tukaj takšno število igralcev. Slišali ste torej nekaj odzivov že po včerajšnjem dnevu, vsekakor ste razumeli vse tiste slovenske predstavnike, kar pa je eno, je to, da so tudi vsi tujci, ki pridejo na Ptuj, ne nazadnje zelo pravzaprav navdušeni tako nad igriščem, kot nad pogoji, kot ne nazadnje tudi nad veličino tega turnirja in ne vračajo se zastojno vsako leto in če prav predpostavljam, jih bo vsako leto tudi več, kaj ne? Ja, dejstvo je, da v osnovi smo se na Ptuju lotili koncepta futgolfa ravno iz turističnega vidika, kajti več ali manj večinoma prihajamo z področja turizma in ostalega gospodarstva. In hvala Bogu smo imeli na Ptuju posluh strani podjetja Golf Invest, ki nas je podpiralo od prvega začetka. Je pa dejstvo, da ko smo prišli v svet golfistov, so nas prvo malo čudno gledali, ampak ko so videli, da mislimo resno, delamo z maksimalno vnemo, so nas sprejeli v svojo družbo in lahko rečem, da skupaj uspešno delujemo na ptujskem golf igrišču, kjer mala žogica in malo večja domujeta že več kot
slabih 30 let. Ja, in tudi vemo, da če kaj je golf zelo socialna igra, igra za povezovanje in tudi realizacijo marsičesa in zakaj ne bi bilo temu tako tudi v primeru futgolfa. Dobro, Matija, če greva malce na začetek, preden se posvetiva današnjemu dogajanju, mimogrede gledamo tudi, mislim, da luknjo številka 18 smo spremljali predtem nogomet in golf, futgolf, kaj od tega je nogometnega, razen povsem očitnega in kaj od tega je golf, izhaja iz golfa, iz sveta golfa. Ja, dejstvo je, da v osnovi igramo na golf igrišču, ne igramo na njivi ali nekje v naravi, ampak na golf igrišču, kjer spoštujemo golf pravila in tudi etiko obnašanja. Igramo z nogometno žogo, velikosti 5, ki je nekje premera 30 cm. Luknja za stavico pa ima premer 53 cm, tako da je igra resnično zelo napeta. Tukaj lahko zdaj že točno vidimo, da je žoga prišla na področje grina, ki je označeno. To pomeni, da ga je potrebno markirati, da lahko ostali igralci normalno zaključijo svoje luknje. Ampak ja, osnova je nogometna žoga, udarjamo z nogo. Misliti pa moramo kot golfisti, kajti moramo biti pragmatični, moramo točno vedeti, kdaj napadati pri določeni luknji. Igramo 18 luknj, kar je zelo pomembno in treba biti zbranost, predvsem ta zgodba koncentracije in fokusa je zelo, zelo pomembna. Absolutno pa vplivajo na igro vremenski pogoji. Danes imamo na primer čudovito sončno vreme, pametno je, da se namažemo proti kakim opeklinam. Hvala Bogu, tu na Ptuju imamo veliko sence in tudi malo pihlja in to je vse dobro, da lažje prenašamo, kajti to vrstne runde, kot so danes, trajajo lahko tudi 2 urice pa pol. Ja, spremljali smo nekaj dogajanja že ob luknjah. Samo bistvo vsega skupaj je seveda s čim manj udarci priti do konca tega tekmovanja. Kaj pa če strneva v stavko ali dveh, tista najbolj ključna pravila in kaj na koncu daje razliko med tistimi boljšimi in tistimi malce manj uspešnimi? Ja, kar se tiče samih pravil je pomembno pač to, da z čim manj udarci pridemo od udarjališča do zaključene luknje. Na Ptuju in v Sloveniji in po celotnem svetu imamo luknje, ki so označene za par 3, par 4, par 5. To pomeni, da je to število udarcev za enega dobrega rekreativca in če se držimo teh števil oziroma igramo tudi pod parom, je to vrhunsko. To pomeni, če na luknji, ki ima označbo par 5, igramo z 4 udarcami, to pomeni, da smo igrali -1 ali v svetu golfa to pomeni birdie, -2 se tudi lahko zgodi, se je že danes, marsikomu to danes posrečilo, na nek način je -2, drugače pa lahko igramo tudi +1, +2, +3, na nek način neskončno in pomembno je tisto na koncu, ta seštevek udarcev. In v našem primeru, ko imamo turnir, kot je to včeraj in danes, se gleda na seštevek sobotne in nedeljske tekme. Ja, in v tem trenutku je po 33 odigranih luknjah na prvem mestu Argentinec Gonzalo Novosad, -15, kar pomeni, da se je za zdaj najbolj izkazal na tem turnirju. In kako velik je pravzaprav ta turnir v svetovnem merilu, govori tudi dejstvo, da je Novosad trenutno 4. na svetovni rang lestvici. Tako je, v svetu futgolfa imamo krovno organizacijo, FIFG se reče, z lokacijo oziroma z sedežem v Lozani. Ja, igra se World Tour in igralci ter igralke zbirajo točke in Gonzalo Novosad, Argentinec, je eden izmed ta boljših, v tem trenutku top 5 igralec na svetovnem nivoju in prav lepo je imeti na ptujskem turnirju kar 8 Argentincev. Ja, je pa za njim Uroš Krajnc, že prvi slovenski futgolfist, o njem morda še malce kasneje, ampak ta turnir na Ptuju je serije 500, poznamo tudi turnirje serije 1000, pa tudi 1500. Tako. Glavni turnir oziroma Masters je označen z 1500, drugače pa imamo majorje, to so tisočke in pa potem tretji največji so pa potem FIFG 500, sledijo še 250, 150, vse pa to rangirano glede na kvaliteto igrišča, na prize money, tudi nagrade, denarne nagrade so v futgolfu, niso take kot v golfu,